se jaz prijavila na AVE program, smo mi bili res zgolj storitveno podjetje, več nas je bilo zaposlenih, vse smo delali na roke, medtem ko ta AVE program je pa ful pomagal narediti ta mentalni switch v glavi, kaj lahko mi mogoče s pomočjo umetne inteligence naredimo, kaj lahko digitaliziramo. In dejansko je tudi AVE zaslužen za to, da nas je pripeljal do tega, da nismo več zgolj storitveno podjetje, ampak da smo razvili prvega AI asistenta v Sloveniji, upam si to trditi v Evropi. Tako da AVE mi je ogromno dal znanja, poznanstev, mentorstva in tudi opolnomočil mene kot žensko podjetnico. Absolutno, zato ker jaz sem bila že kar nekih programih, ampak načeloma je podjetništvo tak moški svet. In tudi, ko sem me vprašala, zakaj se jaz sploh prijavljam v AVE, sem jaz rekla pač kot prva stvar zato, ker bo to ena skupna druščina dobrih ženskih podjetnic, ker ful pogrešam to, res, da smo kdaj mogoče v manjšini in se ful zavzemam za to, da bi se še več deklet, punc odločili in ful podpiram take programe. Bombastično, ženstveno, ambiciozno. Da se vključi na AVE. Ne, ampak res, mislim, šalo na stran, svetujem to, ampak po drugi strani tudi, da ne obupa, da res se vključi v katerokoli podporno okolje, bodi so to inkubatorji, bodi si je to AVE, da poišče mentorja, ker se mi zdi, da mentorji nam kdaj lahko ogromno napak prišparajo, ker so jih sami naredili in povejo, česa se ne lotiti. In da res čisto na začetku res preveri, a je trg pripravljen kupiti njen produkt, ker mi smo najprej začeli zgodbo čisto drugje, ker nam se je to valjda zdelo, to se bo prodajalo, ne, ampak zelo velikokrat se nam osebno zdi, da se bo prodajalo, trg pa za to ne plača. Če pa trg ne plača, pa ni denarja, ne. Tako da jaz bi rekla, ena taka velika market fit raziskava na začetku je ful nujna. To je ena taka odprta skupnost, kjer si sprejet, kjer lahko napreduješ, kjer mogoče tudi nobeno vprašanje, če se še tebi tako zdi, da je glupo, nesmiselno, se to ne označi kot nesmiselno vprašanje, ampak se poišče odgovor in za vsakim zakaj pride kako in se mi zdi, da je res ena taka lepa skupnost, ki vsem nam pomaga rasti. V tujini. Trenutno res aktivno planiramo širitev na tuje trge, zdaj z jesenjo načrtujemo prodor na nemški trg, potem čez 1 leto tudi na ameriški trg. Tako da jaz si upam trditi oziroma upam, da nas ne bo poznala samo Slovenija ali pa ta del Evrope, ampak cel svet čez nekje 5 let.